Tradicionalno svež. Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem. V Gornji Radgoni od 22. do 27. avgusta. Kmetijska zadruga Radgona z.o.o. s 14 poslovalnicami po celotnem Pomurju nudi široko paleto škropilnega programa za vinogradništvo, poljedelstvo in sadjarstvo. Poslovalnice pa nudijo tudi kmetijski repromaterial in blago široke potrošnje. V prodajalnah pa je prisoten tudi svetovalec za prodajo zaščitnih sredstev. Da bo vaše vrtičkanje in kmetovanje prijetnejše, vabljeni v poslovalnice Kmetijske zadruge Radgona z.o.o. Tovarna močnih krmil iz Črnic je eden najstarejših slovenskih proizvajalcev krmnih in mineralno-vitaminskih mešanic za domače živali v Sloveniji. V tovarni proizvajajo celotno paleto izdelkov za kakovostno rejo živali, in sicer krmne mešanice za govedorejo, prašičerejo, perutnino ter ostale živali, ki jih v celoti proizvede v tehnološko modernem lastnem obratu. Poleg kakovostnih izdelkov podjetje svojim strankam nudi tudi storitve, kot so dostava na dom ter brezplačno strokovno svetovanje pri reji, krmljenju ter bolezni živali. Veliki poudarek v podjetju namenjajo kakovosti in zdravju, zato njihovi izdelki po želji ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, so pridelani iz slovenskih žit in so konkurenčnih cen. Dolgoletne izkušnje, strokovnost, velik krog zadovoljnih odjemalcev, vrhunski rezultati, razvoj in nenehno izboljševanje na podlagi kakovosti jih uvršča med najzanesljivejše partnerje na področju krmnih in mineralno-vitaminskih mešanic. Ob odprtju računa v Deželni banki Slovenije vam do konca oktobra podarimo bon v vrednosti 20 evrov za nakup po vaši izbiri v katerikoli trgovini Kalija. Pri nas dobite tudi ugodne kredite za financiranje kmetijske dejavnosti in nakupa kmetijskih zemljišč, hitre gotovinske kredite in vse vrste zavarovanj, tudi kmetijska. Novo! Mobilna banka MDBS, s katero lahko urejate vaše finance preprosto preko pametnega telefona ali tablice. Vabljeni na razstavni prostor DBS v hali B na sejmu Agra. Več informacij v 85 poslovalnicah in na prenovljeni spletni strani www.dbs.si. Podjetje Ülen iz Iheldorfa ponuja veliko izbiro novih in rabljenih kmetijskih strojev in kmetijske mehanizacije. Njihova specializirana ponudba zajema tudi dele za motorje, kmetijske stroje in pogone vseh znamk, rezervne dele za pluge, kombajne, gume za traktorje in kombajne ter motorna in pogonska olja. V ponudbi imajo tudi otroške igrače Bruder in Siku. Med 22. in 27. avgustom jih lahko obiščete tudi na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer vas z veseljem pričakujejo. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh. Podjetje Niros Janez Tišler SP je že vrsto let znano predvsem po kvalitetnih stopničnih ograjah po vsej Sloveniji, Hrvaški in Avstriji. Zadovoljstvom strank si pridobiva obsežna priporočila na domačem in tujem evropskem trgu. Poleg funkcionalnosti so njihovi izdelki prvovrsten estetski okras vašega bivalnega ali poslovnega prostora. Ob stopničnih ograjah izdelujejo še razne nerjaveče konstrukcije in naprave iz jekla ali medenine ter notranjo opremo poslovnih in gostinskih objektov kot druga dela po naročilu. V času sejmu Agra nas za vse informacije najdete v hali B, drugače pa na sedežu družbe na Cankovi 53. Kot že vsa leta doslej je semenarna Ljubljana tudi letos prisotna na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer poleg standardnega programa predstavlja še nekaj novosti. Poudarek je na najnovejši ponudbi ozimnih žit, krmnih rastlin in poljščin, semen vrtnin, cvetlic, zelišč, semen na traku, slovenskega česna, okrasnih čebulic, travnih mešanic in gnojil.
Veliko je tudi slovenskih sort. Kmetijski svetovalci so vam v času sejma Agra vsak dan na voljo za strokovna vprašanja in nasvete. Obiščite razstavni prostor Semenarne Ljubljana na sejmu Agra v hali B in v šotoru pri poskusnem vrtu Rakičan. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Sejemski utrip. Danes je odprl svoja vrata že 53. sejem Agra, ki smo ga obiskali tudi sodelavci televizije AS in za vas pripravili pregled prvega sejemskega dne. Najprej vas vabimo k ogledu otvoritvene slovesnosti, v naši družbi pa ostanite tudi nadalje in podoživite današnji sejemski utrip iz sejma Agra 2015. Gospe in gospodje, slovensko himno nam je zaigral Igor Šink, baritonist ansambla Slovenski muzikantje. Še enkrat prisrčno pozdravljamo častnega gosta in otvoritelja sejma Agra, predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Veseli smo, da so z nami tudi številni drugi ugledni gostje. Dovolite, da poseben pozdrav namenimo ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, magistru Dejanu Židanu. Ministru za kmetijstvo, vinogradništvo in varstvo potrošnikov Velikega vojvodstva Luksemburg in predsedujočemu Svetu za kmetijstvo in ribištvo Evropske unije Fernandu Edgenu. Prisrčen pozdrav gre tudi najvišjemu predstavniku gostiteljskega okolja, županu občine Gornja Radgona Stanislavu Rojku. Naš sejem ima mednarodni značaj. Zato s posebnim veseljem pozdravljamo predstavnike, poslovne partnerje in tesne prijatelje iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Cipra, iz Gruzije, Italije, z Kitajske, Kosova, Litve, Luksemburga, Madžarske, Makedonije, Nemčije, Poljske, Republike Srpske, Romunije, Srbije in Vojvodine. Prisrčno dobrodošli. Ob koncu in sploh ne nazadnje pa kar najtopleje pozdravljamo tudi vse druge visoke goste, vse razstavljavce, drage obiskovalke in obiskovalce 53. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni. Prisrčno dobrodošli. Tradicija sejma Agra je v vseh teh letih dobila tudi pregovorno dimenzijo. Ne rečejo zaman, da se prav v času sejemskega dogajanja v pokrajini med Muro in Dravo konča tisto visoko, vroče poletje in na vrata potrka jesen. S poličkih vinogradov na desnem in znamenitega Kljöha na levem bregu Mure
prijadra v Radgono vonj bogate vinske letine. In zgodba, ki traja in traja, doživi še eno prisrčno jesensko ponovitev. Danes, ko odpiramo sejem, bi vas želel spomniti tudi, da sta kmet in kmetijstvo trdno na začetku zgodbe slovenske samobitnosti. Minilo je namreč natanko 500 let od velikega kmečkega upora leta 1515, ki je bil največji upor kmetov na Slovenskem proti večanju fevdalnih bremen. Tedanje uporniške zahteve so pokazale pot, ki je vodila do nekaterih družbenih podlag, na katerih je temeljilo mnogo poznejše slovensko narodno prebojenje. S tem so naši davni spoštovani predniki gradili prve temelje formiranja slovenskega naroda. In prav v zvezi s slovenskim kmečkim uporom leta 1515 so se ohranile prve slovenske tiskane besede, čeprav v nemški pesmi, in sicer simboličnega pomena za ves nadaljni slovenski razvoj. Levkup, levkup, levkup uboga gmajna. Tisk je ohranjen v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Pol tisočletja kasneje je vse povsem drugače, čeprav vzporednic s tistim in tedanjim časom, ki so pritiskali na kmeta v srednjem veku in nekaterimi strukturami v zgodnjem 21. stoletju, ni mogoče spregledati in ne zanemariti. Spoštovani, to je bil skok v zgodovino, sedaj pa spet k konkretnemu dogajanju. Na letošnjem sejmu Agra se predstavlja 1785 razstavljavcev iz okroglo 30 držav, na skupno 69.500 kvadratnih metrov razstavnih površin. Na sejmu Agra jih je kot vsa leta doslej zbral Pomurski sejem, ki ga vodi predsednik uprave gospod Janez Erjavec. Vljudno ga vabim k mikrofonu. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospod magister Dejan Židan, spoštovani predsedujoči ministrom oziroma svetu ministrov za kmetijstvo in ribištvo Evropske unije, gospod Fernand Edgen, spoštovani župan občine Gornja Radgona, gospod Stanislav Rojko, spoštovani številni ministri, poslanci in ostali gostje, spoštovane ekscelence, spoštovane razstavljavke, razstavljavci, dame in gospodje. V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko v imenu Pomurskega sejma in svojem imenu prisrčno pozdravim na otvoritvi letošnjega že 53. mednarodnega sejma Agra tukaj v Gornji Radgoni, mestu sejmov in penine. Agra 2015 je največji gospodarski, strokovni, politični, pa tudi družabni dogodek v Sloveniji in tem delu Evrope. Gospodarski zato, ker na njem sodeluje kar 1785 podjetij in inštitucij iz 30 držav, ki predstavljajo steber slovenskega kmetijstva, podeželja in preskrbe s hrano. Strokovni zato, ker se na njem zvrsti 150 strokovnih dogodkov, povezanih s prikazom dosežkov kmetijske stroke, ponudbe znanja in izkušenj za nadaljnji razvoj. Politični zato, ker se tukaj predstavi slovenska kmetijska politika in usmeritve evropske kmetijske politike in seveda gospodarstva. In ker si nobena politika ne more privoščiti, da bi ignorirala kmetijsko politiko, razvoj podeželja, proizvodnjo in oskrbo s hrano.
in nenazadnje je tudi največji družabni dogodek, na katerem 130 tisoč obiskovalcev najde svoje prijatelje, stanovske kolege, nove znance in se sooča z družabnimi in tekmovalnimi prireditvami. Letošnja Agra, poleg slogana Tradicionalno svež, veliko pozornosti namenja mednarodnemu letu tal ter Evropskemu letu za razvoj. Po mednarodnem letu družinskega kmetovanja, ki smo ga obeležili lani, je leto 2015 namenjeno mednarodnemu letu prsti in tal. Tla, nekateri imenujemo tudi koža zemlje, v kateri se srečuje živi in neživi svet, so sodobnemu človeku samoumevna, zato tudi mnogokrat prezrta dobrina. Plast rodovitne zemlje in prsti je nastajala na tisoče let. Uničimo pa jo lahko tudi z eno samo nespametno potezo. In s tem uničimo tudi možnost za predelavo hrane, za prerast lesa, filtriranje vode, za skladiščenje ogljika, za varnost pred plazovi in še bi lahko našteval. Na letošnjem sejmu Agra je pomenu tal posvečena razstava na stojnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na stojnici Kmetijskega inštituta, v vzorčnem nasadu in na številnih strokovnih posvetih. Kako dolgoročno zagotoviti dovolj hrane za vse, tudi brez gensko spremenjenih organizmov in škode za planet, je vprašanje, s katerim so se že ukvarjali evropski ministri, tudi v okviru tega sejma. Sejem predstavlja barometer dogajanja v slovenskem kmetijstvu in gospodarstvu in je odraz tudi stanja v Evropi in svetu. Čeprav je stanje v slovenskem kmetijstvu, agroživilstvu in gospodarstvu vse prej kot idealno, sejem kaže optimistično podobo. Še tako nepremišljene in zgrešene poteze v celotni kmetijski reproverigi, kot so propadi in razprodaja najboljših blagovnih znamk, niso mogli preprečiti razvoja sejma, ki tako kot trden slovenski kmet stoji v tej pokrajini, zibelki kmetijstva, ter išče vedno nove ideje, zavedajoč se svoje odgovornosti in poslanstva. Svoje odgovornosti in poslanstva pa se zavedajo tudi vsi, ki sodelujejo na tem sejmu, kot ponudniki novih tehnologij in usmeritev za prihodnost. Med te sodijo vladne službe, zbornice, zadružni sistemi, izobraževalne ustanove in podjetja. Na eni strani se predstavljajo vrhunski dosežki kmetijske, gozdarske in druge tehnike, na drugi pa dosežki novih tehnologij in znanj. Vzporedno pa je poudarek na zdravi, ekološki in okolju prijazni pridelavi hrane ter pravični trgovine. Kot predstavnik organizatorja sejma se želim zahvaliti vsem, ki ste oblikovali obsežne vsebine, tako živinorejskih razstav s šolo mladih rejcev in promocijo lipicancev, vzorčnih nasadov z novimi vsebinami ter kmetijskim šolam, resornemu ministrstvu in programskemu svetu. Vsem želim uspešen nastop na sejmu ter na slovenskem in globalnem trgu. Še posebej razstavljavcem kmetijske tehnike, živilcem, rejcem živali in dobitnikom medalj na različnih mednarodnih ocenjevanjih. Najboljše želje pa gredo tudi kmetijskim in drugim šolam, ki bodo izoblikovale najboljše kadre, ter seveda slovenski in evropski politiki, da bo znala najti prave rešitve
za uspešno in varno prihodnost. Hvala. Hvala gospodu Janezu Orjavcu, ki je kot predsednik uprave moral poskrbeti s svojo ekipo za številne podrobnosti, da smo se znova dobili tukaj in da znova doživljamo lep sejem. Sedaj pa bomo spregovorili glasbeno. Z nami so slovenski muzikanti, ki jih razen tradicije s sejmom Agra povezuje tudi mednarodna prepoznavnost in svežina. Glasbeno pot so si utirali na nemško govorečem območju Evrope, nastopali pa so tudi v Ameriki in Afriki. Za njimi je preko 5000 nastopov, nekaj milijonov prevoženih kilometrov in preko 50 posnetih nosilcev zvoka. Sedanjo zasedbo sestavljajo Igor Šink, vodja, bariton, bas, kitara, Uroš Unetič-Štibel, harmonika, klaviature, Bogdan Pahič, kitara, Boštjan Bone, trobenta, bobni, Darja Kosec, pevka, Sebastian Fabčič, pevec in Primož Kosec, glasbeni vodja, klarinet, saksofon, komponist in producent. V zadnjem desetletju se je ansambel pomladil, še vedno pa spoštuje delo svojih predhodnikov, ki so ustvarili veliko prepoznavnih uspešnic. Vabimo jih torej, da zaigrajo venček svojih valčkov, katerih melodije so prispevali Vinko Štrucelj, Boris Kovačič, Janez Rakovec in Franc Korbar. Besedila pa Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Več nazaj
Slovenski muzikanti, muzikanti po slovensko, sejemski muzikanti, muzikanti na sejmu. Še jih bomo slišali in hvala za to, da so nas znova spomnili, kako se slovenska krajina pojavlja tudi v narodni in ponarodeli pesmi in natanko vemo, kdo je tisti in zaradi česa je ta krajina ohranjena in upevana. Upam, da jo bomo lahko opevali še dolgo, dolgo. Ve se po zaslugi koga. Torej, Gornja Radgona se je spet spremenila v gostišče vseh tistih, ki jih je sejem privabil. To imenitno mestece med Muro in Vinogradi je že skozi stoletja povezano tudi s sejemsko dejavnostjo na tak in drugačen način. Reka, ceste, bližina drugih narodov, vse to ji daje poseben pečat. Zato vabimo župana občine Gornja Radgona, gospoda Stanislava Rojka, da nas v imenu Gornje Radgone pozdravi in nagovori. Prisrčno pozdravljeni, ko glasba govori, seveda lahko zmanjka tudi besed. Kakorkoli že, spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani kolega kmetijski minister Dejan Židan, spoštovani predsedujoči svetu kmetijskih ministrov Evropske unije, dragi visoki gostje, ekscelence, dragi ministri, drage razstavljavke in razstavljavci, dame in gospodje, v neizmerno veselje, čast in ponos mi je, da vas lahko v imenu občine Gornja Radgona in tudi v svojem imenu tukaj z tega mesta prisrčno pozdravim. Gornja Radgona, mesto sejmov in penine. Dopoldne mesto sejmov, popoldne penine. Poskusite to, ne bo vam žal. Ampak zdaj o sejmu. Najprej povedal tako, sejem smo ljudje. Sejem je ekipa, ki je zbrana okoli Janeza Erjavca, ki neutrudno leto za letom 53. zapored naredi to čudovito prireditev v Gornji Radgoni. Samo eno leto manj kot je moja starost. In sem smo torej tudi domačini, ki z njim živimo, sem prihajamo in tako kot kdo reče, nisi cel, če ne greš na Triglav, nisi ta prav Slovenc, nisi ta pravi Radgončan, če ne prideš vsaj enkrat v času pomurskega sejma, v času kmetijsko-živilskega sejma, sem na sejem, če nekaj ne kupiš, če nekaj ne rečeš. Jaz kot otrok sem tukaj dobil prvi hlebec ljutomerskega sira, bil je odličen. Nekako še danes ga čutim v sebi kot nekaj, kar mi ni bilo dano vsak dan. Na Kolibrijo smo se naložili, cela družina. Bog ne daj, kje ste ljudje v modre, danes bi nas zaprli pred 35-40 leti, pa je bilo pač tako. In s tem sejmom živimo in upam, bomo živeli tudi v bodoče. Sponi in padci so bili, ampak gledajte, pri sejemski dejavnosti, pa sploh pri tem, kar se tukaj dogaja, imamo vendarle nekaj, kar svetovni splet, ki je resna konkurenca, take dejavnosti nima. To je ob poslih si gledamo v oči, o poslih zapojemo, spijemo kozarček najlepšega
No, sicer so mi povedali, da danes popoldne bo menda tudi nekaj piva, ampak verjamem, da v Gornji Radgoni slovimo tudi po odličnih vinih, tako da vina tudi lahko poskusite. Kakorkoli že vse to nas tukaj druži in šele takrat, ko potipamo, ko si pogledamo, kupimo. In to je ta odlika, ki jo naš sejem ima. In pa še nekaj. Zgodovina nas je naučila, da mora biti tako. Mi nismo bili nikoli, nam ni bilo, če smem tako reči, z rožicami poslano. Tukaj na robu slovenstva je bilo potrebno preživeti. Stoletja delamo tako. Na eni strani severa, na drugi strani z juga in trdno stanje na gričih slovenskih goric je nekako pogojilo, da smo postali tudi malce trgovski, da smo morali znati mešetariti, če smem temu tako reči, pa ne mešetarimo, ampak vendarle imamo zgodovinsko tradicijo sejmarjenja in sejem, pomurski sejem, je samo nekaj, kar je nadaljevanje odličnega zgodovinskega spomina in iskrene čestitke vsej ekipi pomurskega sejma, da je uspela spet in spet na novo osvežiti ta naš sejem. Jaz pa samo še, ne zaključim, želim veliko obiskovalcev, želim, da bi se tukaj teh nekaj dni v Gornji Radgoni razstavljavke in razstavljavci, obiskovalke in obiskovalci počutili dobro in da bi s prijetnimi vtisi zapustili Gornjo Radgono in se zelo radi spet vrnili sem v Gornjo Radgono, mesto sejmov in penin. Dobrodošli. Hvala, gospod župan, tudi za ta osebni poudarek. No, politiki, župani radi trdijo, da se z njimi kaj začenja in danes smo ugotovili, da se vsaj glede bližine rojstne letnice sejem začenja z gospodom županom v Gornji Radgoni. Iskrene čestitke, boste blizu skupaj praznovali. No, sejem zaznamuje tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Sem se dejansko preseli skorajda s celotno svojo ekipo. Kaj več pa bo povedal njen predsednik, gospod Cveto Zupančič. Spoštovane kmetice, kmetje, razstavljavci in obiskovalci, prav lepo pozdravljeni. Še posebej pa prav lep pozdrav predsedniku države, gospodu Borutu Pahorju, ministru za kmetijstvo, gospodu Dejanu Židanu, luksemburškemu ministru za kmetijstvo in pa predsedujočemu svetu, gospodu Edgenu in seveda vsem ostalim ministrom, ki ste prisotni, poslancem, poslankom, visokim tujim in domačim gostom. Vsakoletno srečanje na sejmu Agra, ki je največji kmetijski dogodek, je priložnost za ogled in seznanitev z dosežki in novostmi z področja kmetijstva, gozdarstva, obrti, podjetništva in še mnogo drugimi dejavnostmi, ki jih želimo predstaviti. Svoje delo, rezultate in načrte predstavijo tudi inštitucije, društva ter posamezniki in v tem sklopu se v hali B predstavlja tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica. Letošnje leto je mednarodno leto tal, zemlje, prsti in sejemsko dogajanje bo posvečeno prav tej temi. Za vsakega človeka so trdna tla želja, ki zagotavlja stabilnost in sigurnost. Za kmeta pa so ta tla, še posebej, če je to zemlja, prst, vir njegovega življenja in preživetja. In prav gotovo bo veliko govora te dni o zemlji, kako malo imamo v Sloveniji kmetijske zemlje, sploh pa na posameznega prebivalca in kako jo moramo ohranjati kvalitetno in rodovitno. In ko še ne izrečemo do konca te besede, je že priložnost se odločiti, ali smo res za ohranitev najboljših kmetijskih zemljišč, ali bodo prevladovali drugi interesi, kot se izkazuje pri umestitvah cest in sprejemanju drugih prostorskih planov. Letošnje leto je tretje najbolj vroče leto doslej. Kar 38 dni tega poletja smo imeli čez 30 stopinj in prava sreča je, da je bilo vmes dovolj padavin, da ni prehude suše. Letina bo v povprečju dobra, vendar problem prodaje, količin, cene, to ostaja in žene kmeta po razmišljanju o zmanjševanju ali celo opuščanju pridelave.
In vedno znova ugotavljamo, kako nam manjka domača predelava, pa naj bo v kmetijstvu ali gozdarstvu, naj si bo, da je obrat propadel ali bil prodan. In nič od pričakovanj, da bo novi lastnik pripeljal svež kapital. Ob vsaki prodaji se zgodi isto, novi lastnik zniža stroška, poveča dobiček. In tukaj se vprašam, če je to rešilna formula, zakaj mi tega ne naredimo ali ne znamo. In kaj v dani situaciji lahko naredimo? Moramo do najvišje mere zaščititi domači trg, domače pridelovalce z poenostavitvami in z zmanjšanjem administracije in z natančno kontrolo in nadzorom raznovrstnih uvožene hrane, ki se včasih za čuda pomeša z doma pridelano hrano. Ne smemo biti samo kritični, se tudi dela. Marsikaj je postorjena in na Ministrstvu za kmetijstvo so naredili velik premik pri promociji domače hrane ter lokalno pridelane hrane. S tem je potrebno še nadaljevati, osveščati potrošnikov o pomenu doma pridelane hrane, še boljše urediti javna naročila, podpirati domačo prodajo in sploh dati večji poudarek, kaj je domače. In prav sejem je velika priložnost, katero verjamem, da jo bomo v teh 5 dneh dodobra izkoristili. Vsem želim dober posel in zadovoljstvo pri ogledu sejma ter druženje tukaj v Zgornji Radgoni. Hvala lepa. Lepa hvala. Vseslovensko, pa tudi sejemsko je izjemno pomembna vloga Zadružne zveze Slovenije. Prosim njenega predsednika, gospoda Petra Vriska. Spoštovani kmetje, spoštovani razstavljavci, spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in podpredsednik vlade magister Dejan Židan, predsedujoči svetu kmetijskih ministrov Evropske unije, spoštovani vsi visoke goste, lep pozdrav tudi v imenu celotnega zadružnega sistema, čestitke vodstvu sejma za ponovno lepo organizacijo tega sejma, ki ga pomembno sooblikujemo tudi vse slovenske kmetijske zadruge, ki smo pomemben element v tem prostoru, saj odkupujemo okoli 80% vse slovenske proizvedene hrane. Pomembno se mi zdi tudi to, da smo v tej bančni krizi ohranili Deželno banko Slovenije v zadružni, v slovenski lasti. Vemo, kaj se je zgodilo z drugimi bankami. Pomembno se mi zdi omeniti, da smo ohranili Semenarno Ljubljana kot edino slovensko semenarsko podjetje, ki je izjemnega pomena. Danes vidimo, da veliko govorimo okoli samooskrbe, vendar pa, če ne bomo imeli domačih avtohtonih semen, potem je samooskrba seveda problematična. Samo mogoče za razmislek, koruza, ki vemo, da enostavno nimamo več svojih selekcij, če bi te multinacionalke jutri rekle, ne damo vam tega semena, so naše njive lahko na pol prazne. Tako da je to podjetje seveda izjemnega pomena. Ko se peljemo po tej lepi slovenski domovini, vidimo, da je še vedno lepo obdelana, lepo poseljena. Marsikaj se je v času samostojne Slovenije postorilo pozitivnega, veliko lepega, vendar pa v tem aktualnem času se pa pojavljajo tudi, nažalost, mnogi problemi. Globalizacija je na eni strani prinesla veliko pozitivnega, na drugi strani pa tudi veliko negativnega. Kmetijstvo in pa živilska industrija je glavna gospodarska panoga Evropske unije. V zadnjih letih pa doživljamo izjemno hude težave. Lahko bi rekel, mogoče malo tako se bo čudno slišalo, to, kar delajo Združene države s tem svojim izvažanjem demokracije v razne dele sveta, se je svet izjemno destabiliziral, vendar pa posledice vsega tega, od Rusije, ruska kriza, Bližnji vzhod, Daljni vzhod, Severna Afrika, posledice pa tako gospodarsko, kot tudi v večji meri politično nosi Evropska unija, s tem torej evropsko kmetijstvo, evropska živilska industrija in posledično s tem seveda tudi slovenski kmetje. Zdaj, če se primerjamo z evropskimi kmeti, vemo, da je naša slovenska kmetija 5-krat manjša, torej problem je število hektarjev, ki jih obdelujemo, in seveda se postavlja vprašanje, kaj lahko tukaj postorimo.
Država Slovenija razpolaga kar z nekaj 10.000 hektarji zemlje, ki je v državni lasti, in tu seveda se postavlja vprašanje, kaj se da tukaj za kmeta še postoriti. Ko smo se osamosvajali, torej pred 20 in več leti, je v programu Slovenije, ne samo v kmetijstvu, ampak tudi sicer, bilo zapisano, da gremo v smeri družinskih kmetij. To pomeni, to so tiste kmetije, kjer dela 1, 2, mogoče včasih tudi 3 generacije, vendar pa zdaj ugotavljamo tudi, če delajo 3 generacije in to delo ni nikjer finančno ovrednoteno, računica več ne znese. In tukaj mislim, da moramo tako nevladne kmečke organizacije, kot tudi država, tam, kjer je možno, maksimalno postoriti, da te naše kmetije povečamo. Bom dal primer pred, mislim, da že kar 20 let, ko je Kmezat kmetijstvo Žalec v Savinjski dolini zašlo v težave, smo kmete in zadruge združili svoje moči in 4.000 hektarjev zemlje takrat nekako na lep način razporedili na te kmetije celjske regije, ki so danes mnoge od teh evropsko primerljive. Glejte, jaz nisem proti temu, da bi zdaj govoril proti delniškim družbam ali pa da bi zdaj bil proti globalizaciji, vendar pojdimo v Avstrijo, pojdimo v Italijo, v Nemčijo, Francijo, če tam tuji lastniki obdelujejo njihovo zemljo. Ne me narobe razumeti. Mislim, da tu moramo v tej smeri razmisliti, vemo, kaj se te zadnje tedne dogaja. Jaz ne bi želel, da bo tako, kot sem rekel. Mi nismo Afrika, kjer Kitajci kupujejo milijone hektarjev zemlje. Toliko. Torej, spoštovani, še enkrat želim veliko lepega na tem sejmu. Vse vabim v Halo B, kjer se razstavljamo zadruge in zadružna podjetja in seveda želim veliko lepega sodelovanja in pa uspehov tam, pač kjerkoli že vsi delamo. Hvala lepa. Hvala gospodu Petru Vrisku. Kot naslednjega govornika pa vabim ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, magistra Dejana Židana. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani predsedujoči minister Evropske unije, spoštovane gospe in gospodje, dovolite pa zlasti lep pozdrav za vse proizvajalce slovenske hrane in seveda najlepši pozdrav za slovenske kmetice in slovenske kmete. Vedno je dobro, da ko imamo ta sejem, da naredimo neke vrste inventuro. Lansko leto je bila predvsem temu namenjena, da smo hvalili vodstvo sejma, kako je vztrajno in pridno, da sejem še vedno živi. Tako da te nevarnosti, da bi slišali ponovno te besede, letos ni. Poglejmo pa, kaj smo letos naredili. Letos je bila Slovenija ena prvih držav Evropske unije, ki je pričela izvajati nov program razvoja podeželja. Ljudje, ki ne živijo znotraj kmetijstva, ne razumejo, kaj to pomeni. Bili smo ena prvih držav, ki je pričela izvajati program razvoja kmetijstva, ki v Slovenijo prinese na leto 300 milijonov evrov. In zamislite vsi, da je bili v skupini držav, ki je večinska, ki enostavno ni dobila odločbe, da je program potrjen. In seveda po naši lepi navadi se o tej temi nismo znali pohvaliti. In v tem trenutku nova kmetijska politika v Sloveniji se izvaja. V tem trenutku smo tako daleč, da na nekaterih področjih, kot je sadjarstvo, kot je zelenjadarstvo in še marsikaj drugega, iščemo še dodatne rešitve, kako dodatno poenostaviti in verjamem, da te rešitve bo svet za kmetijstvo, slovenski svet za kmetijstvo obravnaval že 8. septembra. V letošnjem letu smo tudi uspeli narediti pomemben korak na področju, ki predstavlja za marsikatero slovensko kmetijo možnost, da preživi kljub svoji majhnosti. To so dopolnilne dejavnosti. Na področju dopolnilnih dejavnosti v tem trenutku imamo registriranih čez 15.000 dopolnilnih dejavnosti, s katerimi se ukvarja nekaj manj kot 5.000 kmetij, torej posamezna kmetija lahko ima več dopolnilnih dejavnosti, smo naredili bistveno zmanjšanje administriranja. Pomembno manj papirjev je potrebno. Pomembno manj soglasij in pomembno manj certifikatov in pomembno več stvari lahko kmetija počne. Vključno prvič tudi
stvari na področju socialne zaščite, recimo starejših ljudi. Letos nam je uspelo nekaj, za kar smo se borili mnogo let. Uspelo nam je, da kmet več prisilno ne vodi knjigovodstva. Kmetje so edini sektor, tudi kmetijstvo in gospodarstvo, ki se lahko samostojno odloči, ne glede na velikost, ali želi voditi računovodstvo ali ne želi voditi računovodstvo. S tem verjamem, da smo administrativno razbremenili več kot 1000 slovenskih kmetij. Pogosto vprašanje je bilo naslednje: zakaj kmetom ponovno dajete nekaj, kar drugi nimajo? Naš odgovor je bil enostaven. Ni problem, da so kmetje to dobili. Težava je, zakaj ostalo gospodarstvo se ne poenostavi. In v tem trenutku so pred nami nekatera tveganja. Prvo tveganje je bilo danes že omenjeno. Evropski kmetijski prostor enostavno ni zakuhal krize v Ukrajini. Kmetje in kmetice, sektor proizvodnje hrane resnično ni kriv za krizo v Ukrajini. Večino posledic ruskega embarga pa nosi kmetijstvo. In zato, ko zahtevamo, da se rezervni fondi Evropske unije uporabijo za pomoč kmeticam in kmetom in prehranski industriji, pričakujemo, da tudi tisti, ki so krizo zakuhali, da bodo ta sredstva odobrili. Zelo pomembno je, da je predsedujoči, ki je med nami prisoten, kar je Fernand izjemna čast in mi to razumemo, da si sklical čez nekaj dni, to je 7. septembra, izredno srečanje evropskih kmetijskih ministrov z komisijo, kjer pričakujemo realne ukrepe, da se pomaga proizvodnji surovega mleka, ker cene strahovito padajo in tudi nekaterim drugim sektorjem. Še enkrat da povem, krize ni zakuhal kmetijski sektor, večino učinkov krize, ki je povezana z ruskim embargom, pa čuti kmetijski sektor. Naslednjo področje, ki je zelo pomembno, to, da je letos svetovno leto prsti, vse to ni slučajno. Poglejte, saj vsi vemo na način, da se tega zadosti ne zavedamo, da število prebivalcev narašča, da je milijarda ljudi lačnih in osnova za proizvodnjo hrane, kakorkoli obračamo, je kmetijska zemlja. Ne moreš proizvajati hrane za ljudi brez kmetijskih zemljišč. In tudi zato je letos leto kmetijskih zemljišč ali prsti, če hočete. Prst ali kmetijska zemljišča so pod realno nevarnostjo. Prva realnost je povezana z erozijo. Erozija je posledica klimatskih sprememb. A se lahko zamišljate, da je v tem trenutku v Evropski uniji pod erozijo takšna količina kmetijskih zemljišč, kakor je dvojna velikost Francije? Naslednja stvar je tam, kjer je težko kmetovati zaraščanje. Tukaj v Sloveniji podatki so nekaj boljši, kot so bili pred nekaj leti. Če pred nekaj leti bilo v zaraščanju 30 000 hektarjev kmetijskih zemljišč, je v tem trenutku pač po zadnjih dostopnih podatkih 17 000 hektarjev. In to je še vedno 17 000 hektarjev preveč. Tako da na tem področju moramo iti pravilne korake naprej. Tretja stvar, ki ogroža kmetijska zemljišča, to ne radi slišimo, tudi kmetici to ne radi slišimo, je kontaminacija kmetijskih zemljišč. Slišimo, beremo, gledamo, kaj se dogaja v Celjski kotlini, Mežiški dolini. In kontaminacija kmetijskih zemljišč je resna težava v Evropi, na svetu in tudi v Sloveniji. Tudi zato izvajamo nov program ruralnega, torej razvoja podeželja. Okoljski program je tokrat prvič izrazito usmerjen na področja, kjer je najbolj intenzivno kmetovanje. Zato, ker so to tam največja tveganja za kontaminacijo kmetijskih zemljišč. Zato je tja usmerjen. In seveda tisto, kar pa se zelo nerado sliši, dokončno odzame kmetijska zemljišča nenačrtovana gradnja. Česarkoli. To je dokončna izguba kmetijskih zemljišč. In v Sloveniji imamo v tem trenutku konjunkturo. Konjunktura pomeni, da je več denarja in več ljudi, več inštitucij, več poslovnih subjektov, ki bi radi gradili. Ampak vedno želijo graditi na najboljših kmetijskih zemljiščih.
Kmetijsko ministrstvo je v tem trenutku pod izjemno velikimi pritiski. Mi razlagamo, mi ne dajemo soglasje, usmerjamo, dajte graditi tam, kjer je kmetovanje težko ali se ne da izvajati. Res je tam gradnja mogoče nekaj dražja, vendar ne izgubimo enega največjih bogastev, ki je omejeno v Sloveniji, to so kmetijska zemljišča. To govorim, spoštovane in spoštovani, zato, ker kmetijsko ministrstvo svojega stališča, da je potrebno varovati kmetijska zemljišča, ne bo spremenilo. Potrebuje pa podporo. Nič ni narobe. Če se še kdo razen kmetijskega ministrstva in kmetijskega ministra v Sloveniji oglasi, da je potrebno varovati kmetijska zemljišča. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, včeraj je bila na Ptuju, jaz verjamem, da bo zelo odmevna, mednarodna ministerska konferenca, kako v Evropi živeti brez genetsko spremenjenih organizmov. Dogaja se mnogo stvari. Konferenca pred 2 letoma, ki je imela podobno temo, je dala pomembne rezultate. Na tej konferenci smo se zavedali, da je naša dolžnost, da ljudje varujemo, da je naša dolžnost, da ljudem omogočimo, da so dobro informirani. Tako da področje genetsko spremenjenih organizmov, ker so marsikatera tudi varnostna vprašanja odprta, moram povedati, da je združilo najbolj pomembne evropske države. Naša naloga je, da varujemo našega potrošnika. Seveda zavedanje, da je potrebno kupovati lokalno hrano, ni zavedanje, ki je namenjeno samo sebi. Zavedanje, da državljan razume, da je potrebno kupovati lokalno hrano, je tisto zavedanje, ki omogoča, da naš kmet in kmetica, naš obrtnik in tudi naš delavec, ki proizvaja hrano, ima stalnega kupca, ki išče njegov produkt. Na tem področju smo mnogo naredili, dosti dela nas pa še čaka. Zlasti je to pomembno sedaj, ko vidimo, da se dogajajo tudi lastniške spremembe. Saj ne gre več za to, da država prodaja svoje deleže, saj tako in tako nima. Slovenski lastniki, ki so bili slabi lastniki, iščejo nove lastnike. Marsikaj ne vemo, kakšni bodo novi lastniki, a bodo razumeli, da slovenski produkt potrebuje tudi slovensko polico. O tem se vodijo v tem trenutku številne razprave po medijih, v javnosti in marsikaj drugje. Moramo pa se, spoštovani in spoštovani, zavedati, da končni kralj smo kupci. Če mi vemo, da je potrebno iskati lokalne proizvode, verjamete mi, da ni trgovskega sistema, pa je kakršnikoli lasti, ali je v lasti Slovenk in Slovencev, ali pa tujcev, ali pa če hočete Marsovcev. Če je zavedanje kupcev, da iščejo lokalni proizvod, bo vsaka trgovinska veriga lokalni proizvod imela, ker se zavedajo, da v obratnem kupci zamenjajo nakupne navade. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, še enkrat, vsem, ki proizvajate hrano v Sloveniji, najlepša hvala. Hvala. Hvala lepa. Povedali smo kar največji del tistega, kar je bilo treba povedati, in če so slovenski muzikanti začeli z bolj nežnejšimi ritmi, pa se pred sklepnim dejanjem vračamo k polki. Prijatelji smo veseli, je vedno prazen žep, denarci so zleteli, posoda vinski čep, skrbi mi ne poznamo, preradi pojemo, saj družbi smo veseli, saj čas nam ni zlato.
skupaj še ti. Zapojmo skupaj si, buriva baburi. Ija, 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 ho. 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 Kaj čaka te doma, če preveč se ti pozna, da si v gostilni bil, vinca rujnega si pil, čisto pozabil si, da domov se ti mudi, ker tvoja ženkica komaj te spozna. Že tam za vrati čaka ženka, mila z metlo v rok. Še kot kopriva, kadar smeče z metlo v rok. Pika, pika, plak. Žena naj bo doma, čaka naj na moža. Iščem in iščem, tora ne najdem, vračam se ves kesan. In si nazaj v samski stan, srce si želi novih ran. Iščem in iščem, tora ne najdem, vračam se ženi v objem. Ljudje me poznajo, da sem muzikant, nedeljo nadenem si pisani van. Zabrendem s kitaro preširen vesel, od sreče najraje besed bi objel. Za srečo je treba le majhnih reči in srcu pustiti naj spregovori. Življenje je polno velikih želja, ljubezni naj prava velja. S pesmijo je v življenju lepo, s pesmijo si podaj morko, le pustimo se skrbi in bodimo srečni vsi. Hej dekle, jaz sem tvoj pravi fan, vse življenje bom tvoj muzikant. Sonce nosil s pesmijo, da vse ti nam bo lepo. Hvala slovenskim muzikantom. Sklepni nagovor in seveda dejanje odprtja sejma pripada predsedniku Republike Slovenije, gospodu Borutu Pahorju. Visoki gostje, gospe in gospodje. Če sem pravilno pobrskal po spominu, potem je menda zdaj 15-tič, ko obiskujem ta sejem. Skupaj z vami sem lahko tako precej časa opazoval, ali se utegnejo uresničiti napovedi tam na prelomu tisočletja, da bodo ta in podobne sejemske prireditve zgubile svoj čar in da bodo postale presežne. To se ni zgodilo. Ne ta, ne mnogi drugi sejmi niso zgubili tistega, kar pravzaprav nobena druga sodobna in nova tehnologija ne more dati. In to je ob vseh informacijah, ki jih je mogoče dobiti tudi drugje, omogoči to, kar je menda omenjal že župan, pravi človeški stik in vse, kar sodi z njim v tako pomembno dejavnost, kot je kmetijska. Spomnim se pogovora z vašim rojakom, z mojim dobrim prijateljem, sredi 90-ih let, Ferjem Horvatom.
ki mi je, spomnim se, nekoč ob robu neke seje v državnem zboru dejal, je rekel, Boro, če si se namenil delati državno politiko, potem je čas, da začneš obiskovati Radgonski sejem. To je pravo mesto za to, da nekdo, ki ga zanima državna politika in želi prevzeti odgovornost za njo, poskuša razumeti pomen kmetijske politike širše, kot se to zdi v javnosti. Mislim, da je to tudi glavno sporočilo tega sejma, da je zato tako obiskan in da od tod izvira njegov pomen tudi danes. Namreč njegova sporočilna vrednost tako strokovni javnosti, videli smo, da je danes že uvod v ta sejem pomenil pravo strokovno konferenco, pa seveda tudi najširši javnosti, da je Slovenija v nekem smislu posebna dežela v tem, da polovica prebivalstva živi na podeželju in polovica v mestih, da se mi kot država ne trudimo, da bi to razmerje spremenili v prid urbanega prebivalstva, da želimo, da tako tudi ostane in da od tod izvira nenadomestljiva vloga in naloga države, da poskrbi za to, da ta polovica, ki ostaja na podeželju in skrbi zanj, tako v socialnem, kulturnem, kot tudi v nacionalnem smislu, uživa vsaj približno enako kakovost življenja, kot ga tista, ki živi v urbanem okolju. Jaz nisem poznavalec kmetijske politike, ki je veliko več v naši državi kot kmetijska politika. Kot rečeno, ni osredotočena samo na kmetijstvo kot gospodarsko funkcijo, ampak vidi vse razsežnosti podeželja, ki je povezano s to dejavnostjo, kot rečeno, v socialnem, nacionalnem, kulturnem in vseh drugih smislih. Nisem torej poznavalec te politike, vendar si dovoljujem reči, da se država trudi razumeti to svojo nalogo in odgovornost. Danes niti priložnosti čas, pa tudi kot rečeno, jaz nisem ekspert za to, da bi ocenjeval vsako dilemo, s katero se danes tisti, ki to neposredno odgovornost nosite, soočate. Ampak moja presoja je, da je slovenska kmetijska politika poskuša po svojih najboljših močeh odgovarjati na dileme, stiske, priložnosti tistih, ki od nje živijo in nenazadnje od vseh nas. V tem smislu se mi zdi zasluži tudi podporo, ker ni v lahkem položaju. Razume, da je tukaj deljena odgovornost med državo na eni strani in seveda vsemi tistimi, ki živijo na podeželju, zlasti pa tistimi, ki se s kmetijstvom kot gospodarsko dejavnostjo ukvarjajo. Kot država, ki želi ohraniti lepo, zeleno, urejeno in pametno deželo in podeželje zlasti, se zavedamo, da moramo tistim, ki živijo od kmetijstva, ne samo v strogo gospodarskem smislu življenja, pomagati z sodobnimi principi državne intervencije, ker brez tega takih pričakovanj, da bi bila kakovost življenja na podeželju enako visoka kot v urbanih središčih, ne bomo dosegli. Na drugi strani je potrebno seveda vedno znova vedeti, da morajo tisti, ki delajo v kmetijskem sektorju, razumeti, da ni vzdržno dolgoročno živeti samo od državne intervencije ali državne politike, ampak da se je treba truditi za konkurenčnost. In koliko res lahko presodim, nekdo, ki ni poznavalec, je pa na nek način soodgovoren za to, da ima država pravo politiko do podeželja in do kmetijstva, se mi zdi, da se v tem smislu tudi vsi akterji, subjekti trudijo za to. Ni lahko, zlasti v okoliščinah, ki so jih moji predgovorniki že omenjali. Vendar se mi zdi, če lahko leta 2015 ob 53. izvedbi tega sejma pogledamo nekoliko v prihodnost in pogledamo zlasti v tisti del prihodnosti, na katero mi lahko vplivamo kot Slovenci, kot slovenska država, kot slovenski kmet, gospodar, mlad, družine in vsi, da je ta problem, s katerimi se soočamo, kot ena izmed 28 držav Evropske unije obvladljiv, da smo na relativno dobro poti in da ob sodelovanju obeh države na eni strani
in vseh drugih deležnikov na drugi strani, razumevanja tega sorazmerja in odvisnosti, da lahko uspemo v prihodnje. Zdi se mi, da je vse, kar bomo zdaj v teh 7 dneh videli tukaj na tem sejmu, eno obetavno sporočilo za prihodnost. Slovenija ne samo, da je, ampak postaja vse bolj lepa in urejena dežela. Živi v odprti družbi, skupaj z 28 partnerji v Evropski uniji in je sestavni del evropske kmetijske politike. Toda kolikor je odgovornost v naših rokah, se mi zdi, skušamo storiti vse za to, da ne bi samo pri tem ostalo, kar lahko danes opažamo, ampak da bi se to še naprej razvijalo. Da bi mladi gospodari, kot lahko vidim marsikje po Sloveniji, prevzemali kmetije, da bi si ustvarjali svoje družine, da ne bi živeli samo od strogo kmetijske dejavnosti, ampak tudi od turizma in vseh drugih možnosti, ki jih življenje in delo na podeželju omogoča, da bi država imela tankočuten posluh za vse nove priložnosti za to, da rešuje stare in nove probleme, ki se v zvezi s tem pojavljajo, in da bi vsi skupaj pomagali Sloveniji, da postane to, kar smo si pravzaprav ob njeni ustanovitvi kot lastne države želeli. Eno lepo, urejeno deželo, v kateri smo vsi ponosni člani te družine, v kateri imamo vsi približno enake možnosti za to, da živimo kakovostno življenje in da lahko, ne glede na to, ali živimo v urbanem ali podeželskem okolju, svojim otrokom omogočimo vsaj približno enake možnosti za njihov razvoj. Mislim, da vse, kar bomo videli v prihodnjih 7 dneh, tukaj na tem sejmu, govori o tem, da te priložnosti imamo, da stiske in težave, s katerimi se tisti, ki neposredno živijo to življenje, ukvarjajo, niso mehne, niso pa nepremostljive. Da imamo politiko, ki se zaveda priložnosti in da imamo možnosti, da si ustvarimo tako prihodnost, kot smo si jo namenili ustvariti, ko smo pred skoraj 25 leti ustanovili to državo. Ne bodo te protokolarne besede s kančkom ene resnejše vsebine dovolj za ta slavnostni nagovor in za končanje te strokovne konference, na kateri so sodelovali domači in tuji gostje. Vsi smo jim zelo vestno prisluhnili in mislim, da je tudi to neka posebnost in odlika tega sejma, da ta protokolarni uvod v sejemsko dogajanje ni samo protokolarne narave, ampak da je, bom rekel, nek posvet z sporočili, ki so vredne širše pozornosti in ne samo strokovne javnosti. Razumem, da mi zdaj pripada, gospod predsednik uprave, naloga, da tudi formalno odprem sejem in to bom storil z največjim zadovoljstvom. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. No, sedaj bomo počakali, da bo mednarodna šola mladih rejcev z lipicanskimi konji se pripravila za nastop. Potrebno je dvigniti zastor in iz 2 prizorišč narediti eno. Spremljali bomo nastop študentov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki bodo opozorili na interdisciplinarnost kmetijstva in na nujnost zastopanosti kmetijstva prav v vseh porah našega življenja. To doživljamo, to živimo. Potrebnih je seveda nekaj trenutkov, da se bo zastor razprl. Imeli ste že priložnosti opaziti žlahtne konje, kako hodijo v krogu. Imeli ste priložnost videti, da so jezdeci že opremljeni z zastavami, velika simbolika, da naš prelep konj v lepem dnevu z jezdeci, ki znajo, ki so vešči in ki nam bodo pokazali veliko lepega. Spoštovani gospod predsednik, torej predali smo vam našo državno zastavo z željo, da jo predate mladim, ki naj jo na tak lep način svojim znanjem, veščino in s pomočjo naših najlepših konj
ponesejo v Evropsko unijo, ponesejo v svet s ponosom, da bi vedeli, odkot prihajamo, kam gremo in če se vsega dobrega smo sposobni. Hvala za to, ker boste to dejanje tudi upravili. Torej, vabim vas, da uživate v zaključnem otvoritvenem dejanju sejma Agra 2015. Sedaj pa so se slovenski muzikantje spet postavili v svoj red in sicer v čast legendarnemu glasbeniku Slavku Avseniku. Spomin nanj bomo pospremili z njegovo skladbo Golica, na Lipicancih pa s točko Ponos Slovenije študentje Pedagoško-raziskovalnega centra za konjerejo Krumperk, ki deluje v okviru Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Gospe in gospodje, v našem skupnem imenu se za točko Ponos Slovenije zahvaljujem skupini Biotehniške fakultete v Ljubljani. Sedaj pa vas vse skupaj vabim k ogledu sejemskega prizorišča, k doživetju ponosa Gornje Radgone. Lep dan in prijetno sejemsko doživetje.
Nahajamo se na zunanjem razstavnem prostoru Vzajemne zdravstvene zavarovalnice pred Halo B in sicer pred mikrofonom pozdravljam gospoda Romana Bozetija, direktorja poslovne enote Murska Sobota, in naj bo to tudi prava priložnost, da predstavite vaše podjetje oziroma Vzajemno zdravstveno zavarovalnico. Najprej lep pozdrav gledalkam in gledalcem televizije AS. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je največja specializirana zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji. Čez 830 tisoč zavarovancev nam zaupa. Razdeljeni smo nekako na 9 poslovnih enot. Poslovna enota Murska Sobota pokriva Pomurje. Skupno je nekje 43 tisoč zavarovancev Vzajemne tudi iz Pomurja. Tako kot vsako leto se tudi letos predstavljate na sejmu Agra, pa mora biti nekaj besed o tem, kaj v bistvu obsega vaša sejemska ponudba in kakšen način promocije ste izbrali. Na sejmu Agra smo letos prisotni na 3 punktih. Tukaj je naš zunanji razstavni prostor, promocijski šotor. Osrednji razstavni prostor je v hali A, tudi ob vstopu za obiskovalce smo prisotni. Drugače pa imamo številne ugodnosti in popuste pripravljene za naše obiskovalce na letošnjem sejmu. Ponašate se torej z številnimi kakovostnimi storitvami, pa mora biti letos na sejmu Agra predstavljate tudi kakšno izmed novosti. Tudi to je zdravstvena polica, naš zelo zanimiv in pomemben zavarovalni produkt. Gre za novost na slovenskem trgu v marsikaterem pogledu. Gre se pa za to, da si posameznik zdravstveno polico lahko zagotovi hitro specialistični pregled in kasneje tudi operacijo pri priznanih zdravstvenih ustanovah v Sloveniji in tudi v tujini. Pa ponujate obiskovalcem sejma Agra letos tudi mora biti kakšne sejemske popuste? Številne stvari smo pripravili letos za obiskovalce na sejmu Agra. V prvi vrsti lahko vsakdo si vzame srečko, vsaka srečka je dobitna. Pripravili smo nagradno igro, obiskovalci izpolnijo kupon, izžrebanka oziroma izžrebanec bo prejel 3-dnevni paket za 2 osebi na Rogli. Potem lahko se poslužijo kupona v vrednosti 10 evrov ob sklenitvi naših akcijskih zavarovanj na sejmu Agra. To je nezgodno zavarovanje, zavarovanje za težje bolezni, že prej omenjena zdravstvena polica in pa družinski multitrip. Vsako sklenjeno zavarovanje na sejmu Agra bo nagrajeno še tudi z kuponom za sladoled. Ob tem se lahko otroci ali pa tudi odrasli fotografirajo z našo maskoto Vzajemkom. Naj povem, da je ta maskota že precej poznana v Pomurju, je reden gost večjih pomurskih prireditev, tudi tokrat je na sejmu Agra in otroci to zelo radi počnejo. Ob tem pa bodo čez nekaj minut že dobili tudi brezplačno spominsko fotografijo. Torej ugodnosti in zanimivosti na sejmu Agra letos kar precej. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica že vrsto let sodeluje na sejmu Agra. Zakaj je pa torej po vašem mnenju na tem sejmu pomembno sodelovati? Glejte, v 6 dneh 120 tisoč obiskovalcev je res dogodek, kjer je prav, da smo tudi mi prisotni. To je tudi možnost, da se predstavimo našim obiskovalcem sejmu Agra, tudi širši množici, da predstavimo naša res sodobna zdravstvena in tudi nezgodna zavarovanja. Namreč naša prodajna ekipa ni tako obsežna, da bi uspela vse to informacijo tudi do ljudi spraviti, tako da so taki dogodki zelo primerni za promocijo Vzajemne in naših sodobnih zavarovanj. Glede na to, da se bo vrsto aktivnosti odvijalo tudi tukaj na zunanjem prostoru Vzajemne zdravstvene zavarovalnice na sejmu Agra, naj mora biti velja na koncu povabila še ravno sem. Ja, vabim vse gledalke in gledalce televizije AS, da se nam pridružite tukaj na zunanjem sejemskem prostoru, morda z družino, naredite fotografijo z Vzajemkom, si spominsko fotografijo tudi vzamete seboj, ali pa na našem razstavnem prostoru v hali A. Dobrodošli ste, vzemite si srečko, vsaka je dobitna, sklenite kako zavarovanje ali pa poprašajte naše sodelavce po dodatnih informacijah. Spoštovane gledalke in gledalci televizije AS, dobrodošli na sejmu Agra, vljudno vabljeni, da se oglasite na razstavnih mestih naše slovenske največje zdravstvene zavarovalnice, to je Vzajemne zdravstvene zavarovalnice. Prisotni smo v hali A z razstavnim prostorom, prav tako smo prisotni ob promocijskem šotoru, ob službenem vhodu, kjer se pravkar nahajam, pa tudi ob vstopu za vas obiskovalce. Izkoristite številne ugodnosti in zanimivosti, ki smo jih za vas pripravili. Srečke, vzemite vsako srečko, vsaka je dobitna, sodelujte v nagradni igri, vprašajte naše sodelavce po informacijah,
še bolje pa je, da poskrbite za svojo socialno varnost s sklenitvijo sodobnih zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj Vzajemne zdravstvene zavarovalnice. Pa naj vas povabim z mojim kolegom Vzajemkotom še, da se tudi z njim fotografirate, vsakdo prejme brezplačno spominsko fotografijo. Vzajemko je pa tudi že znan gost naših dogodkov in prireditev v Pomurju. Otroci in tudi starejši ga imajo zelo radi, tako da dobrodošli. Od 22. do 27. tega meseca bo potekal Svetovni kongres konoplje. Kje in kakšna bodo predavanja ter vsebina, več Majda Robič. Hvala lepa. Torej tudi letos pripravljamo že 4. leto v Sloveniji Svetovni kongres industrijske konoplje, World Hemp Congress, ki se bo torej odvijal od 22. do 26. avgusta. Letos smo prvič predstavili ali pa prestavili naša dogajanja na sejem Agra, kjer se bo konoplja kot zelena nit odvijala tudi v sklopu celotnega dogodka na Agri. Začenjamo torej 22.8.15 ob 11. uri z 3. zeliščnim forumom Republike Slovenije, kjer pričakujemo visoke goste iz ministerstva in pa tudi najvišje strokovnjake na področju zdravilnih rastlin. Ukvarjali se bomo z globalnimi tehnološkimi inovacijami. Kasneje v nedeljo imamo zelo pomemben dogodek, okroglo mizo, kjer se bomo pogovarjali o legalizaciji konoplje v okviru politike in gospodarstva. Namreč letos smo legalizirali zelo veliko in pomembno gospodarsko nišo, prehrano in tehnološke produkte v gospodarstvu in sicer v konopljini panogi. Se pa dogaja tudi na veliko v nedeljo na Agri globalne prehranske inovacije, kjer se bomo z kuharji lotili prehrane iz konoplje. Največjo težo imamo v 24.8. in sicer v kinodvorani Gornja Radgona, kjer se bodo predstavili najvišji strokovnjaki na področju industrijske konoplje iz celega sveta. Med nas prihajajo ne samo visoka ministerska imena, ampak tudi visoki predstavniki iz večjih tujih držav. Če smo že pri ministrih, seveda je nepogrešljiv naš minister Dejan Židan. Pričakujemo tudi predsednika Pahorja, da se zaustavi in kakšno pove, in ne nazadnje, tisto, kar je pomembno, že omenjena legalizacija in pa dejstvo, da bomo lahko dodatno tudi naša polja morda, tako kot ste vi svoja v Lendavi terase, zasadili s konopljo, ko bo legalizirana, torej ne samo industrijska, ampak tudi konoplja, ki je prav tako pomembna ne samo v zdravilne namene, ampak še veliko več. No, ko smo že pri testnih poljih, dogajajo se v okviru Evropskega socialnega projekta v kmetijstvu, razvoj socialnih tržnih produktov v agroživilstvu. Tam bomo pripravili 24.8. žetev industrijske konoplje, namreč predstavili bomo različne tehnike pobiranja industrijske konoplje in vljudno vabljeni med nas v Lendavo. Vabljen pa je tudi državni sekretar Tadej Slapnik, ki se posebej ukvarja tudi s socialnim podjetništvom. Tako je, letošnja zelena nit našega 3. zeliščnega foruma Republike Slovenije pa so zadruge, torej zadruge in pa socialne povezave, kjer smo se ukvarjali ravno prav skozi ta projekt razvoj socialnih tržnih produktov z organizacijo malih pridelovalcev in z celotno verigo servisiranja teh malih pridelovalcev od semen, pa potem tudi pridelave in pa tako tudi odkupa pridelkov na področju konoplje in tudi ostalih zdravilnih rastlin. In da ne pozabimo, seveda bo tudi možno pogledati si, kako nastajajo različne za obraz in druge, da ne rečem samo za ženske, ampak skratka gre tudi za izdelke iz konoplje, ki imajo svojo vrednost. Tako je. Pripravili smo kup raznih delavnic, ki se odvijajo na sejmu Agra. In sicer predstavili bomo vsak dan konopljene slane jedi, konopljene sladke jedi. Lahko se boste poučili na naših konopljenih testnih vrtovih, ki smo jih letos zasejali tudi na sejmu Agra. Potem, kot ste že omenila, predstavili bomo vsak dan kozmetiko iz konoplje od 17. do 19. Potem
potem bomo imeli posebne delavnice za konopljo v otroških rokah, imeli bomo organizirano tržnico konopljenih produktov, etnološko razstavo. Da ne bove preveč tržne, pa poudarimo tisto, kar je zares bistveno, da si prizadevamo, da bi tudi kot zdravilo konoplja bila sprejeta in zato pričakujemo naše predstavnike ne le iz Galeksa, ampak tudi iz Ministrstva za zdravje, kajti kot vemo je konoplja zelo pomembno zdravilo, v nekaterih zahodnih državah je že legalizirana in jo tudi dobite na recept, pri nas pa zaenkrat še ne in prizadevanja potekajo v tej smeri. Tako je, to bomo posebej izpostavili na okrogli mizi. Naša zakonodaja letos tudi pripravlja določene spremembe, ki bo potem tudi konopljo za zdravstvene namene dovoljevala. Bi pa še vseeno poudarila gradbeništvo in tehnološke produkte, katere bomo letos prav posebej izpostavili, ne samo na globalnih inovacijah, namreč letos bomo začeli graditi hišo iz konoplje in sicer na sejmu Agra, kjer bomo predstavili kvalitetne tehnološke, ne samo dosežke, ampak tudi samo kvaliteto na tem področju samih materialov iz konoplje. Ker je v naslovu zapisano, da je World Hemp Congress, seveda tudi mednarodni strokovnjaki sodelujejo in mogoče bi nekaj imen izpostavila. Ja, letos imamo več kot 30 držav vključenih v sama predavanja in sicer med nami so gospod Daniel Krüse iz Evropske zveze za industrijsko konopljo, najvišji predstavnik nasploh, kar se tiče industrijske konoplje, gospod Petrovič Andrija iz tehnoloških parkov Hrvaške, potem gospa Andreja Herman, najvišja predstavnica iz ZDA in Kanade, ki izpostavlja tudi zakonodajo na tem področju, potem Valerijo Zucchini, Richard Rose, razni vrhunski strokovnjaki iz Japonske, prihaja Makoto Matsumoto, glavnem iz Indije, je že med nami danes Samit Saš in iz Avstralije, ena najvišjih osebnosti, kar se sploh konoplje tiče in organizacij konoplje, Charles Köveš, mednarodni predstavnik za industrijsko konopljo, tako da mislim, da se letos lahko zelo močno pohvalimo v Sloveniji z najvišjimi predstavniki iz celega sveta. In morda še pomembno vprašanje, kako lahko spremljate ta dogodek? Ta dogodek lahko spremljate v dvorani, kinodvorani v Gornji Radgoni, potem na celotnem dogodku Agra, torej na mednarodnem sejmu. Potem pa imamo tudi zelo posebno naše izobraževanje preko socialnih medijev, kjer bomo prisotni na številnih socialnih medijih in nas boste lahko kjerkoli živo našli v teh dneh. Majda Robič, hvala lepa. Hvala tudi vam. Podjetje Interexport iz Komede na kmetijskem sejmu Agra predstavlja traktorje proizvajalca Fendt iz Nemčije ter Valtra iz Finske ter priključke Amazon, Kverneland, Fela in Strautmann. Celovito in vrhunsko ponudbo kakovostnih traktorjev in priključkov tako lahko izpolnijo želje in zahteve malih in srednjih kmetij, kot tudi velikih kmetijskih gospodarstev in kombinatov. Za redno servisiranje in vzdrževanje mehanizacije iz široke prodajne palete skrbi ekipa serviserjev, ki nudi svoje storitve v sodobno opremljeni delavnici, poslovno-kmetijskem centru v Komendi in tudi na terenu. Proizvajalca Fendt in Valtra imata v svojem prodajnem programu traktorje moči od 80 konjskih sil pa vse do 400 konjskih sil, namenjene za vse vrste opravil, od poljedelskih, gozdarskih, komunalnih in tudi specialnih, kot sta vinogradništvo in sadjarstvo. Traktorji so poznani po svoji tehnični dovršenosti, kakovosti, zanesljivosti in tudi po udobju pri sami uporabi. Tovarni Amazon in Kverneland v svojem prodajnem programu ponujata široko paleto raznovrstnih priključkov za osnovno in dopolnilno obdelavo tal, kot so rahljalniki, vrtavkaste brane, predsetveniki mehanskih in pnevmatskih sejalnic za strnjeno in presledno setev, trosilcev mineralnih gnojil, nošenih in vlečenih škropilnic, 3 do 12 braznih plugov v klasični in varijo izvedbi ter specializirane stroje za urejanje parkov.
Program Fela obsega zaokroženo paleto priključkov senene linije od bobnastih in diskastih kosilnic, obračalnikov in zgrabljalnikov v različnih delovnih širinah in izvedbah. Proizvajalec Strautmann je poznan predvsem po vlečnih in samovoznih mešalnih prikolicah, silažnih odjemalcih in nakladalnih prikolicah. V podjetju Interexport vas vabijo, da jih obiščete na razstavnem prostoru na sejmu Agra 2015, kjer vam bodo z veseljem predstavili prodajni program in odgovorili na vsa vaša vprašanja. Nahajamo se v hali A na razstavnem prostoru slovenskega trgovca Tuš. Z nami pa je gospa Anja Marjetič iz Tuša, katera nam bo več povedala o samem podjetju oziroma o samem slovenskem trgovcu Tuš in pa tudi o njihovi letošnji ponudbi na sejmu Agra. Pa torej najprej izkoristiva priložnost za kratko predstavitev slovenskega trgovca Tuš. Pozdravljeni na našem razstavnem prostoru. Tuš kot največji slovenski trgovec nastopa tukaj na sejmu v Radgoni kot povezovalec v slovenski živilsko-predelovalni industriji. Tukaj smo odstopili svoj razstavni prostor našim pridelovalcem, tako sadja in zelenjave, kot tudi slovenskih dobrot, premium blagovni znamki slovenskih izdelkov, lokalno pridelanih izdelkov, ki jih proizvajajo različni malni lokalni proizvajalci širom Slovenije. Tukaj smo, da te izdelke približamo našim kupcem, predstavimo same pridelovalce, njihove zgodbe in s tem še okrepimo zavedanje naših kupcev, kakšne izdelke prodajamo, kaj je na voljo, da se bodo tudi lažje lahko odločili, po čem poseči. S tem seveda povezovanjem in podpiranjem lokalnega gospodarstva ohranjamo slovenska delovna mesta in seveda krepimo zavedanje o spoštovanju vsega slovenskega, o pomenu lokalno pridelanih izdelkov ter seveda celotni ponudbi, ki na tržišču obstaja. Tukaj nastopamo pod sloganom Skupaj gradimo prihodnost, saj se moramo vsi zavedati o pomenu slovenskega v tem času. Naše prodajne police so odprte vsem slovenskim pridelovalcem, tako sadja in zelenjave kot vseh ostalih živil. Na naših prodajnih policah imamo trenutno več kot 70% izdelkov slovenskega porekla. To vse skozi krepimo in povečujemo, kar smo potrdili tudi z našo premium blagovno znamko izdelkov slovenske dobrote, kjer tem manjšim lokalnim pridelovalcem omogočamo, da pridejo na prodajne police pod našo blagovno znamko, lažje, kakor bi pa sami razvijali vse izdelke do konca in seveda s tem lažje pridejo do končnega potrošnika. Kaj pa obsega vaša sejemska ponudba in kakšen način promocije ste izbrali za sam sejem Agra 2015? Na sejmu želimo vsem našim kupcem približati ponudbo vsega slovenskega, kar najdete na naših policah. Tako prodajamo vse izdelke slovenskih dobrot, premium izdelki lokalnih pridelovalcev. To se pravi, pri nas boste našli vse od jabolčnega soka domačije Grčin do brezglutenske moke mlinarstva Rangus, kakor tudi do ječmenove štručke ali konopljine štručke, čokoladnice Rustika in še marsikaj drugega. Tukaj pa nismo samo za izdelki, ampak smo pripravili pravo kuhinjo. Naši kuharski mojstri vsak dan pripravljajo jedi iz slovenskih dobrot. Predstavili smo tako kranjček, to je klobasa v ječmenovi ali konopljini štručki, potem ajdova kaša z jurčki od mlinarstva Rangus, pripravljamo tudi sveže pečen koruzni šmorn z desertom iz kmečke sirarne Gorički raj ter tris slovenskih štrukljev, orehovih, skutinih in pa štrukljev iz tatarske ajde. Zacedile se vam bodo sline, vsekakor nekaj zelo zanimivega. To pa še ni vse. Na zunanjem razstavnem prostoru smo pripravili tudi jedi iz največjega keramičnega lonca na svetu, keramike Liboje. V njem vsak dan pripravljamo eno izmed jedi. Danes je na meniju bograč in gibanica po prekmursko.
naši kuharski mojstri že pripravljajo res edinstvene jedi. Torej, odlična sejemska ponudba slovenskega trgovca Tuš tudi nekako sopada z letošnjim sloganom Agra 2015, tradicionalno sveži. Pa mora biti še nekaj besed tudi o tem, ali ponujate kakšne kupone, ugodnosti v tem času sejma Agra. Vsekakor smo za vse obiskovalce sejma pripravili tudi ugodnosti. Na našem aktualnem letaku za trgovine Tuš ta teden najdete tudi kupon za popust pri nakupu sejemske vstopnice, 50% popust. Zraven pa smo še pripravili kupon za 20% popust na izdelke slovenskih dobrot, ki jih kupite tu na sejmu, ali jedi iz slovenskih dobrot. Na koncu pa naj velja še povabilo vsem gledalcem televizije AS, da vas tudi letos obiščajo na vašem razstavnem prostoru tukaj na sejmu Agra 2015. Vsekakor vabljeni v razstavni prostor v hali A in na zunanji razstavni prostor pred halo B, kjer smo za vas pripravili lokalno pridelane izdelke iz slovenskih dobrot in lokalnih pridelovalcev. Pripravili smo nekaj tradicionalnega na sodoben način, zato vabljeni v našo družbo. Autorajh, pooblaščen prodajalec in serviser za Fordova in Citroenova vozila ter koncesionar in prodajalec leta 2014 ponuja na letošnjem sejmu Agra izredne akcijske cene Fordovih in Citroenovih vozil. V ponudbi imajo Ford Fiesta s popustom v višini 4100 €, Ford B-Max s popustom do 4150 €, novi Ford Focus, najbolj dodelan, varčen in tehnološko napreden s popustom v višini 4600 €. Ne glede na to, ali izberete novi C-Max, Grand C-Max ali novi Grand C-Max, za 5 ali 7 oseb boste uživali v povsem novi izkušnji prilagodljivosti, praktičnosti in učinkovitosti. Izkoristite popuste do 3950 €. S ponosom predstavljajo tudi vozilo Ford Kuga, ki ga lahko dobite s popustom 3600 €, novega Ford Mondea pa s popustom kar 5800 € že za 20170 €. V jeseni pričakujejo na slovenskem trgu novega S-Maxa ter novega Galaxija ter novega Mustanga, katerega pa je že možno naročiti. Vsa osebna Fordova vozila imajo 5-letno jamstvo in neomejeno število kilometrov. Letos na sejmu Agra še posebej predstavljajo dve noviteti. Prenovljenega C4, ki ga dobite že za 12 990 € ter novega Berlinga, ki je lahko vaš že za 13 490 €. Autorajh vas vabi, da jih obiščete na njihovem razstavnem prostoru v hali B1, še posebej pa ste vabljeni, da obiščete njihova prodajalna salona v Ljutomeru in Murski Soboti, kjer si boste lahko ogledali in preizkusili njihova vozila. Hvala. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dovolite tudi lep pozdrav v imenu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je tradicionalno prisotno na sejmu v Gornji Radgoni. Mi razumemo sejem v Gornji Radgoni kot poglaviten letni dogodek za kmetijstvo, hrano in gozdarstvo in tudi zato preselimo en del aktivnosti na sejem. Letošnje leto je mednarodno leto prsti. To pomeni, da želimo med ljudmi, ne samo med tistimi, ki se ukvarjajo z hrano, kar ti vedo, ampak med državljani in državljankami obuditi dodatno zavest, da brez tega, da ohranimo kmetijska zemljišča, ni varne oskrbe s hrano. Zlasti ogroža kmetijska zemljišča in prsko takšno kontaminacija z različnimi kemikalijami. Vidite težave, ki jih imamo v Sloveniji, v Mežiški dolini, v Celjski kotlini. Tukaj tudi kmetijstvo mora biti zelo previdno. Drugo, erozija zaradi klimatskih sprememb in tisto, kar na nek način je nepovratno,
prevelika pozidava kmetijskih zemljišč. Ljudje namreč želijo graditi tam, kjer je najceneje, to so pogosto kmetijska zemljišča, vendar se ne zavedajo, da brez kmetijskih zemljišč tudi hrane ni. Letos je posebno leto, zato ker je med nami tudi predsedujoči ministrov, sveta ministrov Evropske unije, gospod Fernand Edgen, ki je tukaj z nami in ga lepo pozdravljam. To je za nas kot ministrstvo in kot državo in kot sejem velika čast. Njegova prisotnost nam je omogočila, da smo na svetu za kmetijstvo in podeželje, ki je včeraj potekal, opravili zelo konstruktivne pogovore. Verjamem, da predstavniki naših organizacij, nevladnih ustanov so slišali, kaj so glavne prioritete gospoda predsednika, hkrati pa je minister tudi slišal, kje so tiste prioritete, ki jih Slovenija zastopa. Včeraj smo imeli tudi pomembno mednarodno ministersko konferenco, ki verjamem, da bo imela velik odziv znotraj Evropske unije. To je ministerska konferenca, kako živeti brez genetsko spremenjenih organizmov, kako dati potrošnikom to, kaj si želijo in si zaslužijo. Torej, vedenje, za čim se prehranjujejo in maksimalno prehransko varnost. Lansko leto je bilo za slovenski kmetijski prostor uspešno. Imeli smo 13% rast in seveda želimo si, da se ta pozitiven trend nadaljuje. Slovenija je leto zabeležila nekaj uspehov, pomembnejši je, da smo med prvimi državami, ki uspešno izvaja novo kmetijsko politiko, smo med državami, ki smo spremenili davčno zakonodajo, tako da je kmetom lažje, spremenili smo zakonodajo na področju dopolnilnih dejavnosti, ker je bistveno manj administriranja, sedaj pa spremenjamo še ostale zakone. Vse te spremembe delamo zato, da bo ljudem lažje. Najlepša hvala, ker ste tukaj prisotni in s tem pomagate pri ozaveščanju, da je hrana tudi v Sloveniji pomembna. Hvala. Guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Ich bin als Ratspräsident der Europäischen Landwirtschaftsminister, als Luxemburger Landwirtschaftsminister und als Konsument gleichermaßen begeistert, zum ersten Mal hier in Slowenien zu sein, zum ersten Mal auf dieser sehr interessanten Messe zu sein und dadurch sehr viel über Slowenien zu lernen. Ich finde Slowenien ein ganz lebendiges Land. Es ist lebendig, weil es eine lebendige Landwirtschaft hier gibt. Eine facettenreiche Landwirtschaft mit vielen hochwertigen Produkten. Und diese Landwirtschaft zeigt, wie wichtig es ist in der Zukunft, wenn wir infolge der weltweiten Märkte, infolge der Globalisation auf Regionalität und Qualität zu setzen. Wir brauchen ein leidenschaftliches Plädoyer für Qualität und Regionalität und ich glaube, genau das wird auf dieser Messe gemacht. Ich bin begeistert von der Qualität von den Produkten, die hier ausgestellt sind und da fallen mir zwei Worte ein. Traditionsreich und traditionsfrisch. Hier bekommt man gute, auf traditionelle Art und Weise frisch hergestellte Lebensmittel vorgeführt. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den wir in der europäischen Agrarpolitik in der Zukunft setzen müssen, damit wir die Lebensmittel im Einklang der Natur, der Bauer arbeitet mit der Natur und nicht gegen die Natur und darum müssen wir auch die ökologischen Herausforderungen in der Zukunft ernst nehmen und ich glaube, dass wir mit der zweiten Säule der europäischen Agrarpolitik genug Mittel haben, um das auf eine gute Art und Weise zu machen. Aber ich vergesse immer, dem Interpreten eine Chance zu geben. Tako. Lepo pozdravljeni še enkrat v imenu mene, ker sem sedaj v funkciji ministra, ki predseduje Ministrskemu svetu za kmetijstvo in ribištvo Evropske unije, ker sem v funkciji tudi luksemburškega ministra za kmetijstvo in pa tudi v funkciji potrošnika. Naj povem, da je zato čudovito, da sem tukaj sedaj prvič v Sloveniji in je zares sem navdušen tako nad tem, kako vidim na sejmu. Sejem je zelo živahen, celotna Slovenija, vidim, je zelo živahna, zelo veliko ponujate tudi na področju kmetijstva. Veliko kakovostnih izdelkov in to je tudi tisto, kar je pomembno za našo prihodnost, namreč, da bomo se uspeli uveljaviti na globalnem trgu, namreč, da bomo imeli torej kakovostne izdelke in da bomo tudi imeli ustrezno pripravljeno regulativo za te kakovostne izdelke in na tej ravni bomo tudi lahko zares tudi nekaj pridobili in delali za naše državljane. Ko pogledam tudi po sejmu, mi se pravzaprav pojavi ta dve besedi in sicer eno je, da so to zelo
dobri, torej sveži tradicionalni izdelki, ki imajo veliko tradicije zaradi porekla v Sloveniji in pa da so to tradicionalni in pa sveži hkrati tudi, kajti to je tudi tisto, za kar si mi prizadevamo v okviru naše politike v Evropski uniji, v okviru Evropske skupne politike, skupne kmetijske politike, namreč da pokažemo pač tudi v sozvočju z naravo, kaj lahko kmetovalec v tem sozvočju tudi naredi in s tem bomo tudi lahko zagotovili našo prehrambeno varnost za prihodnost, kar je tudi eden izmed glavnih namenov našega drugega stebra skupne kmetijske politike. Solch eine Ausstellung ist eine interessante Plattform, die Multifunktionalität der Landwirtschaft zu unterstreichen. Ich sage Multifunktionalität. Die erste und wichtigste Funktion der Landwirtschaft ist und bleibt, gesunde Nahrungsmittel herzustellen. Zagotovo je takšen sejem tudi možnost, da pokažemo multifunkcionalnost našega kmetijstva in prvobitna naloga kmetijstva je zagotovo, da proizvede hrano za nas. Und die zweite wichtige Funktion ist, den ökologischen Herausforderungen gerecht zu werden. Und ich finde, dass das hier in Slowenien auf eine sehr gute Art und Weise gemacht wird. Was mir auch sehr gut gefällt bei dieser Ausstellung, das ist, dass die Produzenten sich so gut mit ihren Produkten identifizieren. Man sieht den Leuten ab, dass sie das gerne machen, dass sie den Beruf des Bauern mit sehr viel Leidenschaft ausüben. Druga stvar je pa seveda, da se mi soočamo z vsemi izzivi, ki jih prinaša ekološka plat kmetovanja in da tudi na tem področju delamo. Nekaj, kar pa me je navdušilo na sejmu, je pa zagotovo tudi so proizvajalci, zato ker vidimo tudi, da so to proizvajalci, ki se identificirajo s proizvodi, ki jih ponujajo in da torej so to kmetovalci, ki delajo svojo nalogo z veliko mero strasti. Und diese Begeisterung und diese Leidenschaft, die brauchen wir, die jungen Leute zu begeistern, auch den landwirtschaftlichen Beruf zu erweitern, weil aufgrund der aktuellen Krise, die wir momentan in der Landwirtschaft kennen, wissen verschiedene Leute, junge Leute nicht, ob sie sollen den Betrieb übernehmen oder nicht. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir diese Begeisterungsfähigkeit erhalten und dass wir der Gesellschaft klar machen, wie wichtig die Produktion von guten, sicheren, qualitativ hochwertigen Lebensmitteln ist. Vielen Dank. Prav tako s tem navdušenjem, s to strastjo lahko pokažemo mladim, da je uredno ostati v kmetovanju, da torej pokažemo mladim, da naj ohranijo svojo dejavnost, kajti če pogledamo tudi zadnje krize v kmetijstvu, tudi veliko mladih je zato negotovih, ali naj prevzame svoj domač obrat ali ne, s tem pa tudi mi želimo jim pokazati, da zagotovo je to naše poslanstvo, naša glavna naloga, da pridelamo zares visoko kakovostno, dobro hrano, ki bo tudi primerno varna za našo porabo. In s tem najlepša hvala za vašo pozornost. Ja, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, tudi v mojem imenu lep in prisrčen pozdrav. Moja predhodnika sta pravzaprav že vse povedala, najpomembnejše, jaz lahko k temu le še dodam, da je letošnji sejem še enkrat bolj dokazal, da je to sejem, ki ima gospodarski, strokovni, politični in pa tudi družabni pomen v tem prostoru. In tako kot je predsednik republike danes že v govoru in kasneje tudi med ogledom sejma povedal, je ta sejem pravzaprav že v sami otvoritvi pokazal z temi govorci, da pravzaprav ni to niti navadna otvoritev, ampak da je bila danes neke vrste poslovna konferenca, na kateri so bili izpostavljeni vsi problemi, ki so ta trenutek v slovenskem pa tudi v evropskem kmetijstvu in da so pravzaprav govorci tudi nakazali rešitve in usmeritve tako slovenske kot seveda evropske kmetijske politike in mogoče tudi širše. Tako da jaz kot predstavnik organizatorja sem izredno vesel, da smo seveda postavili največji sejem v tem slovenskem in širšem prostoru.
in da bo tudi deležen takšnega obiska, kot smo si ga seveda zastavili in sicer računamo, da bo v teh 6 dneh sejem obiskalo 130.000 obiskovalcev in če nam bo vse služilo, potem bomo lahko rekli, da je ta sejem samo sejem presežkov. Hvala lepa. Tako kot vsak dan bo tudi jutri Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prisotno na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer v okviru drugega sejemskega dne že ob 9. uri zjutraj pripravljajo kavo z ministrom magistrom Dejanom Židanom. Ob 10. uri vabijo v dvorano 1 na svečano razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo. Ob isti uri pa na razstavnem prostoru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravljajo okroglo mizo od strehe do smreke. Prav tako ob 10. uri pa bo na demonstracijskem prostoru prisoten na otvoritvi 17. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov Jošt Jakša, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Ob 11. uri bo minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prisoten na srečanju z avstralskimi kmetovalci, ki bo potekalo v dvorani 3. Med 12. in 13. uro bo v hali A potekal sestanek s predstavniki sekcije za mlinarstvo in sekcije za pekarstvo, kjer bo prisoten tudi minister magister Dejan Židan, ki pa bo že ob 14. uri svojo prisotnostjo počastil predstavnike Zveze slovenske podeželske mladine. Kot pomembnejši nedeljski dogodek na sejmu Agra 2015 pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano napoveduje okroglo mizo, ki bo potekala med 15. in 16. uro in sicer na temo Svetovnega dneva čebel. Prav tako ob 16. uri pa bo v maneži v prisotnosti predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekala svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj iz mednarodnega ocenjevanja kmetijske mehanizacije in opreme. Ob 16. uri in 10 minut pa sledi predstavitev tehnike vodenja in predstavitve govejih živali v ringu in predstavitev priprave živali za javno predstavitev, kjer bo prav tako prisoten magister Dejan Židan. Ob 17. uri pa je maneža rezervirana za podelitev priznanj državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov. Ob 18. uri in 15 minut pa bo minister magister Dejan Židan svoj delovni dan na sejmu Agra 2015 zaključil na sestanku z gospo Ireno Šinko, ki bo potekal na temo namakalnih sistemov na kmetijskih zemljiščih. Vabljeni na razstavni prostor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v halo A. Tradicionalno svež. Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem. V Gornji Radgoni od 22. do 27. avgusta. Kmetijska zadruga Radgona z.o.o. s 14 poslovalnicami po celotnem Pomurju nudi široko paleto škropilnega programa za vinogradništvo, poljedelstvo in sadjarstvo. Poslovalnice pa nudijo tudi kmetijski repromaterial in blago široke potrošnje. V prodajalnah pa je prisoten tudi svetovalec za prodajo zaščitnih sredstev. Da bo vaše vrtičkanje in kmetovanje prijetnejše, vabljeni v poslovalnice Kmetijske zadruge Radgona z.o.o. Tovarna močnih krmil iz Črnc je eden najstarejših slovenskih proizvajalcev krmnih in mineralno-vitaminskih mešanic za domače živali v Sloveniji. V tovarni proizvajajo celotno paleto izdelkov za kakovostno rejo živali in sicer krmne mešanice za govedorejo, prašičerejo, perutnino ter ostale živali, ki jih v celoti proizvede v tehnološko modernem lastnem obratu. Poleg kakovostnih izdelkov podjetje svojim strankam nudi tudi storitve, kot so dostava na dom ter brezplačno strokovno svetovanje pri reji, krmljenju ter bolezni živali. Veliki poudarek v podjetju namenjajo kakovosti in zdravju, zato njihovi izdelki po želji ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov, so pridelani iz slovenskih žit in so konkurenčnih cen. Dolgoletne izkušnje, strokovnost, velik krog zadovoljnih odjemalcev, vrhunski rezultati, razvoj in nenehno izboljševanje na podlagi kakovosti jih uvršča med najzanesljivejše partnerje na področju krmnih in mineralno-vitaminskih mešanic.
Ob odprtju računa v Deželni banki Slovenije vam do konca oktobra podarimo bon v vrednosti 20 evrov za nakup po vaši izbiri v katerikoli trgovini Kalija. Pri nas dobite tudi ugodne kredite za financiranje kmetijske dejavnosti in nakupa kmetijskih zemljišč, hitre gotovinske kredite in vse vrste zavarovanj, tudi kmetijska. Novo. Mobilna banka MDBS, s katero lahko urejate vaše finance preprosto preko pametnega telefona ali tablice. Vabljeni na razstavni prostor DBS v hali B na sejmu Agra. Več informacij v 85 poslovalnicah in na prenovljeni spletni strani www.dbs.si. Podjetje Ulen iz Iheldorfa ponuja veliko izbiro novih in rabljenih kmetijskih strojev in kmetijske mehanizacije. Njihova specializirana ponudba zajema tudi dele za motorje, kmetijske stroje in pogone vseh znamk, rezervne dele za pluge, kombajne, gume za traktorje in kombajne ter motorna in pogonska olja. V ponudbi imajo tudi otroške igrače Bruder in Siku. Med 22. in 27. avgustom jih lahko obiščete tudi na sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer vas z veseljem pričakujejo. Vaše zadovoljstvo je naš uspeh. Podjetje Niros Janez Tišler SP je že vrsto let znano predvsem po kvalitetnih stopničnih ograjah po vsej Sloveniji, Hrvaški in Avstriji. Zadovoljstvom strank si pridobiva obsežna priporočila na domačem in tujem evropskem trgu. Poleg funkcionalnosti so njihovi izdelki prvovrsten estetski okras vašega bivalnega ali poslovnega prostora. Ob stopničnih ograjah izdelujejo še razne nerjaveče konstrukcije in naprave iz jekla ali medenine ter notranjo opremo poslovnih in gostinskih objektov kot druga dela po naročilu. V času sejmu Agra nas za vse informacije najdete v hali B, drugače pa na sedežu družbe na Cankovi 53. Kot že vsa leta doslej je semenarna Ljubljana tudi letos prisotna na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni, kjer poleg standardnega programa predstavlja še nekaj novosti. Poudarek je na najnovejši ponudbi ozimnih žit, krmnih rastlin in poljščin, semen vrtnin, cvetlic, zelišč, semen na traku, slovenskega česna, okrasnih čebulic, travnih mešanic in gnojil. Veliko je tudi slovenskih sort. Kmetijski svetovalci so vam v času sejma Agra vsak dan na voljo za strokovna vprašanja in nasvete. Obiščite razstavni prostor semenarne Ljubljana na sejmu Agra v hali B in v šotoru pri poskusnem vrtu Rakičan. S tem, ko se prvi sejemski dan približuje h koncu, se od vas poslavljamo tudi sodelavci televizije AS. V našo družbo pa vas ponovno vabimo že jutri. Nasvidenje.